Pozdravljeni. Spet je sreda in naš običajni komentar novic je v letu 2021 prišel že do številke 4. Kot ponavadi se bomo tudi tokrat ukvarjali z 4 posameznimi sklopi, kjer bom skušal pokazati tisto ozadje oziroma podati moj komentar na novice, katere zopet po mojem mnenju ne dobijo dovolj pozornosti ali niso dovolj dobro razložene. Kot ponavadi tudi tokrat, ukolikor koga zanimajo tisti originalni članki, dobite vse bližnjice v opisu. A pojdimo raje na prvo novico. Liberty Media je začela javno zbiranje finančnih sredstev. Govorimo o cifri $500 milijonov. O tem smo lahko prebrali na primer na spletni strani Reutersa 21. januarja, oziroma če so vam bližje viri, kateri se ukvarjajo samo s Formulo 1, 22. januarja na motosport.com in še marsikaterem drugem mediju. A zakaj v resnici pravzaprav gre? Namreč na prvi pogled je vsakomur izmed nas jasno, da Liberty Media je v sezoni 2020 imela izgubo. Namreč plačati so morali organizatorjem, da smo dirke sploh imeli. Ukolikor ni publike, organizator ne proda vstopnic in v bistvu nima prihodkov. In tudi Liberty Media je znižala tiste pristojbine, katere daje raznim organizatorjem, da sploh lahko gostijo dirko. Namreč bistveno je bilo v sezoni 2020 sploh imeti dirke. Ta denar sploh ni namenjen pokrivanju kakih preteklih izgub. S temi sredstvi bodo kupovali druga podjetja. In ta podjetja se ukvarjajo lahko z digitalnimi mediji, zabavo, glasbo, komunikacijami, tehnologijami in tako naprej. Razumeti moramo, da pri Liberty Media izjemno resno mislijo s Formulo 1 in v to zbiranje javnih sredstev so privabili marsikaterega pomembnega investitorja, vsaj tako pravijo viri, ukolikor sem pravilno razumel. A bistvo je v tem, da hočejo ojačati tisti del, v katerem lahko najdemo njihovo spletno televizijo. Lahko bodo ta sredstva namenili, da bodo imeli lasten komentar in ne tisti od Skyja, a gre za moje osebne špekulacije in moje osebno predvidevanje, oziroma se bodo potrudili narediti to izkušnjo še boljšo od tistega, kar smo videli do sedaj. In zgleda, da politika Liberty Media, čeprav jo mnogi kritizirajo, v resnici ima svoj smisel. Pri McLarenu so objavili zanimivo poročilo o napredku njihovega bolida MCL 35M. Najprej priznam, da sem ga zasledil na njihovem uradnem računu na Twitterju. A ukolikor kdo ne sledi tej ekipi, je lahko zasledil povzetek tistega članka na italijanski spletni strani revije Autosprint 26. januarja. V glavnem, večina navdušencev bo lahko opazila, da McLaren MCL 35 sezone 2020 in tisti 35M, kateri bo namenjen sezoni 2021, bosta podobna. A pod pokrovom pogonskega sklopa bo vse drugače. Namreč povedali so, da inštalacije raznih perifernih sistemov zahtevajo popolnoma novo projektiranje. In seveda v teh časih, ko COVID-19 predstavlja kar veliko oviro pri delu tudi na bolidih Formule 1, je to še poseben izziv. Seveda gre za čisto drugačen pogonski sklop, kateri pa zahteva na primer tudi drugačno hlajenje. In ne govorim samo na hlajenje tistega motorja z notranjim izgorevanjem, ampak tudi glede drugih sistemov. Govorimo o hladilnikih in seveda
tudi izmenjevalcih toplote, da ne bo pomot. A ne smemo pozabiti na neko malenkost. Pri McLarenu sami delajo menjalnik za njihove bolide. Torej, morajo izdelati tudi tisti hidravlični sistem, kateri je povezan z pogonskim sklopom, da zadeve brezhibno delujejo. In če se spomnite, ko so presedlali iz pogonskega sklopa Honda na Renault, so imeli predvsem v zimskih testiranjih kar nekaj težav, v bistvu za malenkostmi. Zato ne smemo biti presenečeni, če tudi letos, vsaj na začetku tega kratkega zimskega testiranja, bomo videli, da pri McLarenu imajo kakšne škrate. Čeprav mislim, da so tehnološko na bistveno višji ravni in da je verjetnost, da se bo kaj takega ponovila, sorazmerno majhna. A videli bomo prav kmalu, kako so opravili delo pri ekipi McLarena. O testiranju skuderije Ferrari na progi v Fioranu sem že govoril v enem izmed prejšnjih prispevkov. A danes se bomo za trenutek ustavili pri izjavah, katere jih je dal Jean Alesi predvsem okrog njegovega sina Juliana. In tu bom kot vir uporabil tisti članek, ki sem ga zasledil na spletni strani Planet F1, 25. januarja 2021, 26. januarja je pa podobna zgodba bila objavljena na motorsport.com. Na začetku zanimivost. Namreč pri Ferrari Driver Academy so pripravili, recimo temu, posebno presenečenje za Juliana. Njegov Ferrari je bil opremljen številko 28. Kajti pred 30 leti je njegov oče Jean debitiral v Ferrariju z številko 28. Takrat je bil sistem številk še malce bolj fiksen in če se spomnite te makete, katero pogostokrat uporabljam, gre za Ferrari 642, kateri ima na nosu številko 28 in seveda na boku ime Jeana Alesija. V resnici ta bolid ima napako, kajti izdelal ga je Burago v nekaj kasnejših letih in je luč sveta ugledal številko 27, kar pa je zgodovinsko napačno. Takrat je številko 27 imel Alain Prost, a sedaj to ni važno. Jean Alesi je povedal, kako v svetu Formule 1 velja samo denar in ne talent. In kako bo njegov sin Giuliano zapustil Ferrari Driver Academy in se skušal dokazati na Japonskem. Druga zanimivost. Mati Giuliana Alesija je seveda Japonka, zato bo imel kar malce lažje življenje tudi v tistih prvenstvih. A rad bi poudaril nekaj. Res, v svetu motošporta je denar izjemno pomemben, ampak tudi talent šteje. Ne smemo pozabiti, da Giuliano Alesi je bil dolga leta član Ferrari Driver Academy in če v tem obdobju smo videli na primer Julesa Bianchija, kateri je prišel v Formulo 1, Charlesa Leclerca, sedaj Micka Schumacherja, v bistvu brez kakih velikih zunanjih pokroviteljev, ne vem, zakaj Giuliano ne bi uspelo. Težava je v tem, da Giuliano Alesi ni imel kakih rezultatov. Odkar lahko spremljamo njegovo kariero, ni zmagal enega samega prvenstva. In če sem bil, na primer, pri Micku Schumacherju skeptičen, ko sem ga primerjal, na primer, z Charlesom Leclercem, pri Giulianu Alesiju vidim, da ni pomanjkanje denarja tisti glavni problem, ampak nekaj drugega. A da ne bo kake pomote, želim mu vso srečo v japonskih, azijskih kategorijah. A rad bi poudaril, da na primer Yuki Tsunoda je prišel v Evropo v tista glavna prvenstva, da se je dokazal in tako dobil neko odskočno desko, katera ga je pripeljala v Formulo 1. Videli bomo kot ponavadi, kaj prinaša prihodnost, a pojdimo raje k našem zadnjem sklopu.
V našem zadnjem sklopu se bomo pa ukvarjali z tistim, kar je bilo povedano v izjemno zanimivem članku, katerega sem zasledil 26. januarja na spletni strani italijanske revije Autosprint. Govori o nadaljevanju sodelovanja med Sauberjem ter Ferrarijem kot dobaviteljem pogonskih sklopov ter marsikaterih drugih elementov. Po drugi strani govorijo o tem, da sodelovanje med Sauberjem ter Alfa Romeo bo prekinjeno po sezoni 2021. Mogoče bo celo vstopil Maserati. A tu bi rad najprej razčistil nekaj stvari. Kot vam je dobro znano, Ferrari ni del tistega FCA-ja, kateri se je združil z PSA-jem pred kratkim. Čeprav ima iste lastnike, a to je druga zgodba. Sodelovanje med Sauberjem in Ferrarijem je tako rekoč zgodovinsko. Vsi se še dobro spomnimo, kaj se je zgodilo, ko je Monisha Kaltenborn podpisala pogodbo z Hondo. Zgubila je praktično službo ter pogodba je bila razveljavljena. Po drugi strani bi vas rad opozoril na tisto, kar so v preteklosti pisali mnogi viri. Namreč po smrti Sergia Marchiona so bili vsi prepričani, da se bo njegova vizija, njegovo delo nadaljevalo. In ena izmed njegovih domislic je bila tudi Alfa Romeo v Formuli 1. Govorili smo že o tem od takrat, ko se je ta znak pojavil na bolidih skuderije Ferrari in seveda tudi mnogo kasneje. In kolikokrat sem slišal ter prebral, da je Sauber postal tovarniško moštvo Alfa Romeo, kar je bila čista nebuloza in čista izmišljotina. Šlo je le za pokrovitelja, kot smo, upam, do danes dobro razumeli. A priznati moram, da kljub vsemu prej citirani članek po mojem vsebuje kar nekaj nelogičnosti, katere poudarjajo tudi sami. Namreč Alfa Romeo in Maserati sta v bistvu del istega koncerna. Ni še jasna nobena politika, kaj bo v prihodnosti, ter po tej združitvi še nimajo nekega fizičnega športnega oddelka, kateri bi upravljal z raznimi aktivnostmi. A zanimivo je tudi nekaj drugega. Namreč v Formuli 1 v resnici ni važno, kaj piše na pokrovu pogonskega sklopa. Površina stane toliko, sedaj ali piše Alfa Romeo ali Maserati, je cifra enaka. Bodo vsoto namenjeni Formuli 1 znižali ali ne, bo pokazala prihodnost. A vseeno zopet lep dokaz, kako se lahko zadeve v Formuli 1 kaj hitro spremenijo in koliko veljajo besede ter obljube raznih akterjev ter novinarjev, ko pride resnica na dan. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.